Če bi se na direkciji za infrastrukturo na odločbo o zapori odzvali hitreje, bi bil most lahko popravljen že poleti, je dejal predsednik sveta krajevne skupnosti Podbočje. Tukaj je največ problema s prevozom otrok v šolo, v vrtec. Tej starši, ko imajo otroke v vrtcu, v šoli, oziroma ko so manjši, ki jih morajo sami voziti, morajo tudi na mest narediti od 800 do 1000 kilometrov, da otroke spravijo v vrtec in iz vrtca. A ne gre le za slabo voljo zaradi izgube časa. Zaprt most povzroča gospodarsko škodo. Že gostinci, pogledajte, koliko imajo izgubo. Ni obiska v gostilne, kjer imajo ponudba. Vinogradniki imajo problem, vedno, da je bila tukaj trgatev, cela jesen so mogli tukaj delice voziti, večinoma tukaj prek vinogradov, vemo, da je tukaj na ravninskem delu ni vinogradov. Tako da to vse skupaj naredili en veliki problem. Barbič je že pred 2 letoma na krški občinski svet dal pobudo za sodobni betonski most. Občina se obrnila na ministrstvo za infrastrukturo, kjer je najprej dobila odgovor, da ni denarja, nato pa, da bodo izdelali projektno dokumentacijo in letos začeli z gradnjo. Svetniki so predlagali, naj občina namesto avtobusa za prevoz šolarjev najame kombije ali minibus. Vsekakor treba počakati, dokler ne bo most sproščen oziroma dan v promet, ko bomo videli potem, kakšna je dejanska nosilnost. Potem pa bomo skupaj s šolo dosegli ali pa se pogovorili tudi o tem, kako in kaj organizirati promet oziroma prevoz otrok v šolo. Ne glede na to, kako bodo most obnovili, ta najverjetneje nikoli več ne bo primeren za prevoz težjih tovornjakov in strojev. Bo pa verjetno bolje, da se začne oziroma da se nadaljuje postopek gradnje oziroma trenutno pridobivanje dokumentacije, kasneje pa tudi gradnje betonskega mostu, ki bi nadomestil ta most, takrat bo pa most brez omejitve nosilnosti in bodo vsi problemi, kar se tiče prevoznosti, rešeni. Oktobra so v krajevni skupnosti ustanovili strokovni odbor, ki bo spremljal stanje mostu in si prizadeval za čimprejšnjo izgradnjo novega betonskega mostu Križaj-Podbočje-Šutna.